Dobrodošli, firpcologi. Vidve smo pa danes prišli obiskati predsednika republike. Zelo lepo. Ja, pa si še malo gledati prostore. Super, mi smo zelo veseli, kadar dobimo tak obisk, še posebej, če je obisk v taki obliki nadobudnih mladih državljank in državljanov naše države. Kaj vse se dogaja v tej dvorani? Tukaj smo imeli že koncert, prireditve, plesne točke, povabimo študente in dijake srednje glasbene šole, da nam kaj zaigrajo. Kako so to lepe zastave, čist nove. Ja, pa mislim, da so res kar nove, a ne? Kar nove. Ja, drugače pa skrbimo za to, da zastave so res lepe in primerne, ker zastava je simbol naše države. Kakšna pa so pravila pri postavljanju zastave? Da je slovenska zastava vedno na desni strani, ker je desna stran častna stran. Kadar pa imamo 3 zastave, takrat je pa slovenska zastava na častnem mestu v sredini. Tukaj po teh stopnicah prihajajo vsi uradni gostje v našo palačo in potem skozi ta vrata v kristalno dvorano. Tukaj naprej po hodniku in po stopnicah se pa začnejo naši prostori. In to je predsednikova pisarna. Wow, kako lepa. Wow, ta miza je pa res velika. Ja, je le predsedniška miza. Ja. Vaju lahko povabim za mizo predsednikovo. Izvolite. In katera od vaju želi biti predsednica? Za kratek čas? Ja, hitro se odločite, izvolite. Tako. Zdaj lahko v 1 minutki podpišeš kakšen odlok. Maša bi bila tudi ti rada predsednica. Itak. Wow, a ni hudo. Ja. Maša. Ja. Me veseli Maša, gospa predsednica. Ja. Vidijo smo pa tukaj prišli vas malo pogledati. Zelo lepo. Vi ste predsednica zdaj, ne? Ja. Imate kakšno izjavo za javnost? Ja, da bi rada malo daljše počitnice. To je vaša želja, Lukas? Ukaz. Boste podpisali ukaz o podaljšanju počitnic? Ja. Jaz sem pa predsednica razreda v šoli. Kako pa to zgleda? Samo hodim na različne sestanke, v parlament šolski, pa tako. A vam je všeč pri nas? Ja. No, dobro. V tem salonu recimo sprejemam na pogovor druge predsednike držav, tudi predsednike vlad, če gre za kakšen sestanek, in potem taki visoki obiski, kot ste zdaj vidve, ne? Se pravi, če pride visoka delegacija firpcologov, potem seveda takoj tukaj vse organiziramo za sprejem v Zlatem salonu. A vi živite tukaj? Ne vem, zakaj ljudje tako pogosto vprašajo, kje živim, ker mi to daje vedeti, da mislijo, da imamo kakšno rezidenco ali pa posebne prostore. Tega ni, jaz živim v svojem stanovanju, tako kot vsi drugi ljudje. Pred tem stanovanjem ni nobene straže. Živim običajno življenje z tega vidika, razen seveda, da imam šoferja, da imam tudi varnostnika. Drugače pa živim običajno življenje kot vsi drugi. Drugače veliko potujete tako? Včeraj sem bil v Zagrebu, ni daleč, je bilo pa zelo lepo in pomembno. V kateri državi pa se vam zdi, da so vas najbolj sprejeli? V Indiji. V Indiji so me tako najlepše sprejeli, se mi zdi. A vam je težko sprejeti take težke odločitve? Za veliko večino težkih odločitev imaš ob sebi svetovalke in svetovalce, ki ti pomagajo priti do boljše odločitve med slabimi. Ampak za najtežje odločitve si sam. In takrat moraš po svoji vesti izbrati tisto, za katero si v tistem hipu prepričan, da je v korist ljudi, za katere delaš. Mi razumemo vas zdaj še eno darilo za vas. Kaj pa imate to, in kaj poveste o tem? To je posebna firpcološka rastlina. Posebna firpcološka rastlina? Ja. Svinčniki. Svinčniki so sami pognali iz zemlje, kaj? Ja. Kaj pa piše tukaj, lahko pogledam? Ja, nekaj na cvetku piše, potem pa... Aha, razumem. Ja, zelo lepo.